Absolutno prometna infrastruktura. Istra se zelo utaplja v prometnih kolonah, predvsem v času turistične sezone. Prav tako dostop do zdravstvene oskrbe, tu bom poudarila dostop do ginekologa. Nedopustno je, da so naše ženske morale čakati v dolgih kolonah zato, da se vpišejo za pravico do ginekologa. Na drugi strani varovana stanovanja. Dejstvo je, da je za dolgotrajno oskrbo in konkretneje za varovana stanovanja starejših oseb enostavno ni bilo poskrbljeno. Če se dotaknemo občine Piran, je seveda problematično tudi to, da ni bilo ustreznega prostorskega planiranja. Na tretji strani tudi dostop do stanovanj za mlade, predvsem dostop do prvega stanovanja. Žal so v Slovenski Istri cene nepremičnin tako izjemno visoke, da se naši mladi enostavno izselijo, ker je nemogoče priti do prvega stanovanja, in to bi morala država veliko bolj aktivno nagovoriti in reševati. V tem mandatu smo sicer začeli, predvsem recimo pri dostopu do zdravstvene oskrbe, pa tudi pri vprašanju javnih najemnih stanovanj. Zagotovili smo 1 milijardo evrov za daljnih 10 let in res upam, da bo to tudi pravi odgovor in da bodo mladi končno ostali v Slovenski Istri in da jim bo omogočeno normalno življenje. Jaz bi kot prvo poudarila, da res spoštujem vsako kandidatko in kandidata, ki na splošno kandidirajo na volitvah, pa seveda posebno tudi v mojem volilnem okraju. Spoštujem zaradi tega, ker se res ni lahko izpostaviti, biti tudi deležen marsikatere, bom rekla, žaljive besede, sploh v času socialnih omrežij, ko se je ta žaljivi govor res zelo razširil. Zato je potreben res poseben pogum in želja za spremembe, da si se v teh časih pripravljeni izpostaviti. Zato bi prvo poudarila, da res spoštujem vse. Mislim pa, da me ločuje od ostalih to, da imam zdaj že res odlične izkušnje, da sem se tudi z delom izkazala, da mi je mar za moj dom, da mi je mar za Slovensko Istro, da nisem imela poslanskega stanovanja v Ljubljani. Zakaj? Zato, ker mi je bilo pomembno ostati doma, vračati se vsakeč znova v svoj dom, tudi zato, da imam neposreden stik z našimi lokalnimi prebivalkami in prebivalci in da sem lahko tako bila res aktiven glas Slovenske Istre v Ljubljani. Mislim, da mi je to uspelo in morda je moja dodana vrednost na teh volitvah ravno to, da sem, kar sem obljubila, izpolnila. Bi poudarila tudi ukinitev vinjet na hitrem odseku Škofije Markovec, ker to je bila problematika dolgoletna, nikomur še ni uspelo to razrešiti, meni kolegi iz ZIZ-a je to uspelo z vztrajnostjo in mislim, da sem se izkazala kot oseba, ki je vztrajna, morda nekoliko trmasta za naše prebivalke in prebivalce, in v tem kontekstu upam, da mi bodo volivke in volivci ponovno zaupali, da bom lahko dokončala neko začeto delo. Taka tema bi najbrž bila vprašanje sobodajalstva. Vemo, da je bil v tem mandatu sprejet zakon o gostinstvu. Sama pri tem zakonu nisem sodelovala, nisem glasovala zanj, zato ker se pač nisem strinjala z vsebino. Uspelo mi ga je v zakonodajnem postopku v marsikateri obliki tudi spremeniti oziroma dodelati. Zakaj? Ker vprašanje kratkoročnega oddajanja so neposredno vezali samo na vprašanje dolgoročnega najema. Torej, sintagma je bila, mladi ne pridejo do stanovanja, zato ker se pač oddaja na Airbnb. Do ene mere to drži, predvsem v Ljubljani in določenih mestih, ampak recimo Piran, občina Piran. Občina Piran je sobodajalstvo razvijala skozi desetletja in je bila to vedno neka dopolnitev ponudbe. Recimo v občini Piran so celo hotelirji stopili za sobodajalce in opozorili državo, da gre za dopolnitev ponudbe, da gosti, ki pridejo v hotel, niso isti kot so sobodajalcu. Morda tu poudarim, da celo urbanistični načrt iz leta 70 je zahteval, ko si želel pridobiti gradbeno dovoljenje, da moraš del nepremičnine nameniti oddajanju, torej turizmu. Torej, zdelo se mi je strašno nepravično, da se vse primere enako tolmači. Ljubljana ima tukaj hud pereč problem, Piran ima drugačen problem. Piran ima problem, bom rekla po domače, vikendašov, pa ne želim reči, da so oni problem. Problem je v tem, da so bile te nepremičnine prodane
večinoma so prodani in je tudi Piran zaradi tega sploh v zimskem času predvsem zamrl, ker ni stalnega prebivalstva več, kakršno je bilo recimo 10-15 let nazaj. In Airbnb oziroma sobodajalstvo je v tem primeru morda samo dopolnitev, ker lahko nekdo pride vsaj v zimski sezoni, ko so hoteli večinoma zaprti, zato ker imajo drugačen razpored dela, tista dopolnitev ponudbe, ki sploh še malo obogati mesto. Tako da jaz sem tukaj precej jasno nastopila drugače kot stranka, ne zlonamerno, ampak res dobronamerno, ker sem želela predstaviti, kakšno je dejansko stanje v drugi občini. In mislim, da je ta zakon vseeno potrebno ustrezno še dodelati in dopolniti v naslednjem mandatu in zato se bom tudi zavzemala. Tudi morda vprašanje vinjetnega sistema se najbrž na nacionalnem nivoju ni zdelo tako pomembno. Meni pa se je in sem zato tudi ustrajala pri njemu in tudi dosegla, da je potem poslanska skupina v celoti podpirala to izvzetje. To bilo morda to na kratko, ker sem se predvsem, ampak moram poudariti, da sem vesela, da sem podpredsednica stranke, ki je demokratična, ki razume, da so različni kraji, različne regije, da imajo različne problematike. In nikoli nisem bila sankcionirana zaradi tega, ker bi nekoliko drugače razmišljala. Morda tudi vprašanje živali, marsikdo me pozna po temu, da sem precej naredila na področju izboljšanja statusa živali. Ko sem nastopila prvi mandat, to ni bilo vprašanje, ki bi bilo tako zelo v ospredju. Morda sem bila kdaj tudi deležna malo posmeha zaradi tega, ampak se mi zdelo pomembno vztrajati, zato ker res mislim, da je odnos družbe do živali v resnici ogledalo celotne družbe, kot je nekoč parafrazirano že Mahatma Gandhi povedal. In morda se je komu v moji stranki ni to zdelo pomembno vprašanje, meni pa se je, zaradi tega, ker gre za skupino, težko govorim, ampak za bitja, ki nimajo pač glasu in ki so marsikdaj bila zlorabljena. Ravno tu v Slovenski Istri smo videli res mučenje živali in to je bilo tudi eden izmed razlogov, zakaj se sploh odločila se vključiti v politiko, da se začne nagovarjati vprašanja, ki so bila marsikdaj spregledana. Tudi vprašanje pirotehnike, spet eno vprašanje, ki ni tako zelo politično strankarsko pomembno, v resnici pa je za družbo zelo pomembno. V Kopru ste videli, kaj se je pred novim letom dogajalo. Mislim, da je šlo za golo in čisto objestnost in je bilo res pomembno to vprašanje postaviti, bom rekla, na zemljevid v Ljubljani. Spet morda stranki ne tako pomembno, osebno pa se mi je zdelo zelo. In tu mislim, da sem se znala izboriti za besedo, ampak spet s poudarkom, da je stranka, ki ti dopušča tudi drugačen način razmišljanja in nikoli ne sankcionira, če greš malo po svoji poti. Nedvomno bo to prometna infrastruktura, mi nujno rabimo rešitev za tranzitni promet, hitra cesta mora biti izgrajena, žal je hitra cesta Šmarje-Dragonja še vedno v povojih, govorimo o tem, da je še vedno v fazi prostorskega planiranja, torej nismo še niti na četrtini poti in to mislim, da je eno ključnih vprašanj za celotno Slovensko Istro, nadalje seveda reševanje tudi prometa Piran, Izola, Koper, ki pa ne sme več služiti tranzitnemu prometu. Zdi se mi zelo pomembno tudi nadaljevati in skušati reševati odnose med skladom kmetijskih zemljišč in kmeti, sploh v Slovenski Istri so strašno oškodovani zaradi tega, ker se zemlja tu prodaja bistveno dražje kot drugod po Sloveniji, a kmet je kmet v Piranu ali pa v Murski Soboti. Ni korektno, da se tukaj cene 300-krat više v primerjavi z drugimi deli Slovenije. Tu gre še za veliko vprašanj, ki so odprtih in bo potrebno jih poudarjati. Zelo pomembno se mi zdi tudi, da se vprašanje varovanih stanovanj in dolgotrajne oskrbe starejših še naprej odpira in se bom za to zelo borila. Absolutno pa seveda tudi za vodovod in za vodni vir, ker Slovenska Istra sploh zaradi podnebnih sprememb, vedno bolj pogostih suš, je tu res ogrožena in to moramo nujno prioritetno narediti. Tu gre za sodelovanje lokalnih skupnosti in države. Država je zagotovila denar preko kohezijskih sredstev, pomembno pa je, da tudi občine pospešijo svoje aktivnosti in da pridemo do ustrezne dokumentacije in dovoljenj in končno tudi do izgradnje. Še ena zelo pomembna točka programa, za katero sem res zavzemala, je pa tudi vzpostavitev hitre železnice. Osebno, kot sem vam povedala, nisem imela poslanskega stanovanja in sem bila dnevno v bistvu na naših cestah in lahko iz osebne izkušnje povem, da je vsak dan
dobesedno hujše, da se promet nenormalno povečuje, da so kolone skoraj da del vsakdana in da mi se enostavno ne zdi sprejemljivo, da živimo v družbi, ki ni znala pravočasno reagirati, prostorsko načrtovati hitro železnico. Normalno bi bilo, da bi se v Kopru usedli na vlak in bi bili v 45 minutah do 1 ure v Ljubljani, tako študenti kot vsi tisti, ki migriramo na delo v Ljubljano, in teh res ni malo. In na ta način bi tudi izboljšali varnost, ker je še vedno veliko prometnih nesreč, ki so posledice ravno tega, da imamo take neznosne razmere na cestah.